Lepo pozdravljene, drage gledalke in cenjeni gledalci. 4. oktobra goduje Frančišek Asiški, ki se je rodil leta 1182 v Asisiju. Želel si je postati vitez, a je postal vitez drugačne vrste. Vitez popolnega uboštva in redovni ustanovitelj frančiškanov. Umrl je leta 1226, papež Gregor IX, pa ga je že leta 1228, torej le 2 leti po njegovi smrti, razglasil za svetnika. Ob tej priložnosti smo v naš studio povabili brata Jara Kneževiča, kapucina, ki mu v življenju prav tako ne primanjkuje preizkušenj, izzivov, a zaupanjem hodi po poti, ki mu jo kaže Bog. Brat Jaro, lepo pozdravljeni na družini. Hvala, Marko, da sem lahko s tabo tukaj. Zdaj, vas je Bog tudi vodil v življenju skozi različne preizkušnje, različni ljudje so vplivali na vas, ne na vse zadnje tudi svetniški lik Frančiška Asiškega. In morda pa začneva zdaj čisto na koncu. Namreč bili ste eden od tistih duhovnikov in redovnikov, ki je bil avgusta premeščen. In sicer ste se malo pošalili, da ste bili iz slovenskega daljnega vzhoda premeščeni v prestolnico. Zdaj na prvi pogled gre za precej različni okolji, pa vendar v čem pa sta si vendarle podobni? Ja, sigurno za vsakega od nas, ki delamo kot profesionalci v tem Božjem vinogradu, je temeljni izziv, da tam, kjer smo, damo najboljše od sebe, ker ljudje nas povsod z veseljem sprejmejo. V tem je sigurno ena velika podobnost, da se čutimo res dobrodošli, da so nas duhovnike, tudi naš brate kapucine, kjerkoli že smo, zelo veseli. Drugače pa res veliko razlik. Ko sem prišel sem vedel, da prihajam v nek evangeljski metež, tako pravi naš brat Stane. Štepanjeva vas je velika župnija, Ljubljana je kraj, kjer se veliko dogaja, tako da sem kar začutil tudi to različnost ob prihodu v Ljubljano. Kančevci na Goričkem Prekmurju so le drugačno okolje. Med tednom je bolj mir, vaško okolje, manj ljudi. Tukaj pa neprestano en živ žal. In ena moja temeljna naloga in tudi moj temeljni izziv je v tem okolju ostati toliko svoboden, da se ne potopim popolnoma v pastoralo, ampak da najdem čas predvsem za odnos z Gospodom, odnos z brati, da si zmoremo vzeti tudi čas za ljudi, ki prosijo za pogovor, ker potreb danes v svetu in v cerkvi je toliko, da enostavno ne moremo na vse odgovoriti. In če bi poskušali, meni je rekla ena skavtinja enkrat v Škofji Loki: Jaro, ti nisi Bog, Ja, in res nisem, ne moremo vsega, kar bi bilo potrebno narediti, Tako da ta izziv, izboriti si čas za srečanje z Gospodom, je tukaj še toliko bolj očiten v Ljubljani. Brat Jaro, če zdaj naredim en tak časovni lok v obdobje vašega rojstva, recimo. Vi ste se rodili v Kranju, staršema, in pred vami ste srednji otrok izmed 3. Lahko malo opišete, v kakšno družino pravzaprav ste se rodili in kakšno je bilo versko ozračje, versko vzdušje v vaši družini? Ja, v porodnišnici v Kranju sem se rodil, Prvi 2 leti mojega življenja smo živeli v Radovljici, potem pa naslednje 3 leta v Tolminu. Moj oče, ati Sava, je bil Srb, pravoslavec, ki je prišel študirati v Ljubljano, tako po božji previdnosti. V Zagrebu sta hotela s prijateljem študirati geodezijo, pa ni bil sprejet, pa sta nadaljevala pot v Ljubljano in se tu ustalila. Mami Olga je pa bila Blejka, torej doma z Bleda, in tako da smo se pri mojih 5 letih preselili na Bled. Tam sem dobil še mlajšega brata Grega, starejša sestra Renata je 2 leti starejša od mene. Tako da doma nismo, sta bila starša sicer cerkveno poročena v katoliški cerkvi, ampak doma nismo kaj dosti vere živeli, Starša nista prakticirala verskega življenja, doma nismo molili.
Tako da je bil zame res en pomemben božji dar, da smo prišli na Bled, ker sta bila pa stara starša, ata Janez in mama Jožica, ki sta prevzela v versko vzgojo, z nami molila, delala veroučne naloge, nas vozila k maši, tako da ob njiju, no, sem jaz odkrival življenje v cerkvi, ne, in tudi kasneje, ko sem bil najstnik ali pa študent, sta me podpirala, sta financirala recimo moja romanja na tezejska srečanja za novo leto in tako naprej. Tako sem dobil en tako močno podporo in sem jima za to zelo hvaležen, no, da tako kot tudi danes mnogi stari starši so nosilci verske vzgoje svojih vnukov, starši mnogokrat v tej obdobju polne zaposlenosti malo pozabijo, ne, na Boga in jih drugih stvari preveč potegnejo. Tako da stari starši so, ne, oziroma ste zelo pomembni, ne, za vnuke. Zdaj, ko sva se pogovarjala pred tem pogovorom in pripravljala na oddajo, ste rekli, da je res ata, ne, imel ta zgled, da se ga spomnite, kako je z rožnim vencem molil in menda še imate vi njegov rožni venec, ga imam imate tudi s sabo. jaz ga stalno nosim s seboj. Torej, to je atov rožni venc. On je bil edini moški v našem sorodstvu, ki sem ga videl moliti, ne. Oče pač ni, z drugimi nisem imel take oblike stika, ne. Tako da je pustil, eno sled, tudi jaslice so skupaj delala, pa pripravljal nam je begance, mi pravimo, butare, ne, za blagoslov. Skupaj sva hodila po okoliških gozdovičkih, da sva nabirala 7 različnih vrst lesa. Pri nas na Gorenjskem, na Bledu mora biti za butaro, za beganco. Tako da te izkušnje, ne, tudi on je kadil na svete 3 večere, vodil to domače bogoslužje. Tako da je pustil, no, in po njegovi smrti, umrl je 100 let in 4 dni star, ne, sem jaz vzel ta njegov rožni venec kot eno dediščino in sem ga, ko sem bil v Čenakolu, izgubil in mi je bilo zelo težko, ne, potem pa naslednji dan kokoš, ki je brskala tam med listjem, na kompostu izbrska moj rožni venec, ne, tako mi je res dragoceno, ne, da ga lahko nosim s seboj in nanj tudi molim. Pred leti, on je imel zelo rad polje na šata, ne, tudi za rojstni dan, ponavadi smo mu dali čestitko polje, kdo bo tebe ljubil, ne. In enkrat sem malce s prstjo umazal, narekovaj, roke, ne, in sem prav meditiral, ne, da atu je zdaj posebej všeč, ker z umazanimi od prsti zaznamovanimi rokami molim rožni venec, ne. Tako prav ena taka bližina našega ata Janeza je bila takrat, ne, navzoča. Kako pa ste potem, brat Jaro, živeli svoja, bomo rekli, ta zgodnja otroška leta in potem najstniška, takrat si z Bogom in cerkvijo nista bili ravno na ti, a ne? Ja, bil sem čisto normalen otrok, v tem smislu, ne, da sem sicer hodil k verouku, nedeljski maši, nisem pa imel nekega globjega odnosa z Bogom, ne, mi je bilo to bolj, spomnim se pri Šmarnicah na Bledu, sestre, hčere Marije Pomočnice so se zelo prizadevale, da bi nas animirale, vedno smo pred Šmarnico in tudi med 2 ognjema igrali in smo bolj zaradi tega hodili tja, ne, kot včasih pred birmo sem celo zunaj s prijatelji med mašo pred cerkvijo ostal, ne, se nam je zdelo nepotrebno ali pa brez veze iti v cerkev. Vem, da so mi bile litanije na koncu Šmarnic zmeraj tako dolge, ne. Maša, ne, sem jo malo poznal, pa še litanije na koncu, ne. Ja, tako, ja, to, enkrat se spomnim, moj prijatelj Milan je slovesno, ne, ko smo peli Alelujo, on je na glas pel Lula Aja, ne. In mi smo se vsi smejali, ne, in potem je bila sestra huda na nas, ne, ni pa vedela, da je on vzrok tega našega. Tako, ne, tako je en tak, tudi pubertetnik v pripravi na birmo, sem bil na meddnevnico tako nagajiv, da mi sestra ni hotela, sestra Marta Zadravec, naj sliši, ne, saj sva zelo do lepih odnosov in mi ni hotela dati listka birmanskega, ne, ker je hotela, da mama pride in da ji pove, ne, kako sem nagajal med birmansko 9-dnevnico. Tako
Tudi, če je zdaj kdo, kakšen otrok med mašo nemiren, se rekel, ti si pa primeren za duhovnika, ne. In potem kar zmrzne in se umiri, ne. Ja. Kot neke vrste zdravilo, ne, Izgleda, ja. za mir. Ja, pravite, ne, da potem tudi v najstniških letih ste se oddaljili od cerkve, oddaljili od Boga, ampak potem je bila pa ena ključna oseba, ne, v času služenja vašega vojaškega roka, ki vas je pripeljala nazaj, nekako vam je to ljubezen do Boga in cerkve spet v vas se prebudila, zbudila. Ja, ja. Po Birmi sem šel, tako kot gre večina Birmancev, ne. Nisem več živel v cerkvi, občasno sem še hodil k maši, vedno stal zadaj pri vratih, ne, tudi k spovedi nisem hodil, torej tudi obhajilja nisem prejemal, ne. Vsake toliko časa me je povleklo, ne, mi je bil cerkev le domače okolje. Drugače pa tudi, ne, tudi moje življenje izven cerkve je bilo pač zelo posvetno, ne. Smo začeli pač kot srednješolci žurati, popivati in tako naprej, marsikaj, tudi potem kot študent. No, ampak ja, v vojski, jaz sem služil 88, 89 v Karlovcu, še jugoslovansko vojsko. Takrat mi je Bog res poslal angela varuha, prijatelja Tomaža. On je rekel, on je en dan pred mano prišel v Karlovec in rekel, ko sem jaz vstopil zvečer v sobo, rekel, niso nič govorila, nič, ne, rekel, Slovenc, dobro je, ne. In sva se res povezala. Po božji previdnosti sva bila 12 mesecev skupaj, čeprav so mene po 4 mesecih temeljnega usposabljanja poslali na eno stražarsko mesto, ki so ga pa ravno ukinili in sem jaz prišel nazaj v isto komando, ker je bil Tomaž. In on mi je govoril, me opozarjal, kako preklinjam, kako se neprimerno obnašam. Me je spodbujal, mi prinesel tudi kakšno knjigo z duhovno vsebino, vem, da je bil med njimi bila 7 ključavnic, ne, pa Psiholog v taborišču smrti od Frankla, ne. Tako da se je začel tudi moj svet ponovno, ne, po parih letih odsotnosti, ne, iz duhovnega življenja odpirati. No, in po vojski me je povabil na romanje v Tezej. On je sam potem kasneje vstopil v bogoslovje. Sem ga spremljal, obiskoval v bogoslovju. In ob njem sem prvič pomislil, ma se tudi biti duhovnik ni tako slaba stvar, ne. On sicer ni postal duhovnik, je zdaj poročen, ampak zame, meni je pustil eno veliko sled, ne. Ko sem šel v Tezej, recimo, leta 89, sem prvič videl tako množico mladih, ki moli, poje, ampak hkrati tako eno sproščeno mladost živi, odprto se pogovarja o različnih temah. Mama je rekla, da sem bil 2 meseca čisto drugačen, pa sem pa na stare tirnice šel. Ja, tako je. Ja, potem ste se odločili, ne, tudi za študij gozdarstva. Ja. Tam je na vas velik vpliv pustila prijateljica Marjeta, a ne? Ja, ja. Ja, nisem v bistvu vedel drugega. Jaz sem že kot srednješolc poleti delal v gozdu, ne, na vzorčnih ploskah v gozdu, mi je bilo to okolje zelo domače. V gozdu sem se zelo lepo počutil. In potem tudi je bila logična izbira, ne, študij gozdarstva. Tam sem imel jaz sošolka, je bila poleg mnogih drugih sošolcev, res, s katerimi smo tudi danes še povezani, včasih tudi kot duhovnika, kakšen krst ali pa poroko, ne, kaj podobnega so me prosili. No, je bila tudi Marjeta Cevc, ki je zdaj uršulinka, sestra Marjeta Pija Cevc. Tako da sva z istega letnika 2 gozdarja postala, redovnika, pa še tretji je bil pa en letnik za nami, pater Primož Jakob, ne, jezuit. Tako da nas je kar nekaj, pa pred nami še nekaj let je bil kartuzijan, gospod Capuder, ne, pater Capuder, tudi gozdar prej. Tako da izgleda, ne, da sveti duh v gozdu lahko dela, ne. Ja. Ja, in, no, in Marjeta me je povabila k skavtom, ne. Ona je že bila takrat skavtinja, in je nekako zaslutila, ne, da bi bila tudi zame ta pot in je to povabilo izrekla. Se spomnim, ne, da sem še enkrat med študijem gozdarstva napisal svoj skavtski kredo, ki ima tako akrostik skavtinja, ne, a ga lahko recitiram? Seveda. Ja.
Služiti bližnjemu je moja želja, Kristusov križ je moja pot, a vendar poln sem veselja. Verujem, ti si moj Gospod. In vem, da kličeš me k dobroti, neskončno rad svoj križ na rame vzamem. Jezus, pomagaj mi siroti. Amen. To je takrat bil moj kredo, ki drži še zdaj. Ker ko sem vstopil s skavtom, se moje življenje popolnoma spremenilo. Prej sem bil najmanj 2-krat na teden pijan, v študentskem naselju v Rožni dolini. Je bilo teh priložnosti ogromno. Žuri dan za dnem in tako naprej. Tarok cele noči, gajbe pira v sobah in tako. In ko sem bil leta 1992 kot študent gozdarstva na enem simpoziju v Braziliji, sem se 6. avgusta 1992 še zadnjič na mrtvo napil v mestu Piracicaba. Potem sem pa rekel, jaz čez 14 dni obljubim kot skavt, jaz nočem več tako živeti, jaz hočem svojo skavtsko obljubo živeti zares. In od tega 6. avgusta takrat naprej nisem bil nikoli več pijan. In tudi drugi deli mojega življenja so se popolnoma spremenili. No, je pa Bog ravno med skavti pripeljal v vaše življenje še eno osebo, in sicer takrat prijateljico Mirjam, s katero sta se nameravala pa tudi poročiti. To je tudi bila ena preizkušnja za vas. Ja, jaz upam, da Mirjam ne bo huda, ne bo, saj navajena, da jaz o teh stvareh govorim, tudi nimam ničesar za skrivati in tudi ona, na prvem skavtskem izhodu na Begunjščico sem opazil tudi Mirjam. Jaz takrat še nisem imel obljube, ona je bila skavtinja že. In mi je bila všeč takoj na prvi pogled. Jaz mislim, da mene takrat ona niti ni opazila. Ampak čez nekaj časa, nekaj tednov zatem, so se srečala, to je vse božja previdnost, nič ni slučajno v življenju. So se srečala na glavni avtobusni postaji v Ljubljani. In jaz sem bil seveda navdušen na tem srečanju in ob tem mojem navdušenju se je tudi v njenem srcu nekaj premaknilo. In čez nekaj časa, ko je ona prišla na telovadbo v Rožno dolino, je sklenila, da me bo poskušala poiskati. In jaz sem ravno takrat prihajal od prijatelja Andreja, ki je živel v bloku 1, jaz sem v 12 živel, pridem po stopnicah ven, pred blok, se ozrem na desno in tam Mirjam vsa nasmejana. In sem rekel, kaj pa ti gledaš, tebe iščem. Torej, če kdo verjame v slučaje, naj verjame. Jaz vem, da je Bog volil moje življenje. Ko gledam nazaj, je res en mozaik. Takrat niti ne zaznaš vsega tako, ampak ko vidiš, je bil tukaj. Je imel načrt z mano, mi pošiljal ljudi v pravem času na pravo mesto, da sem postal to, kar sem. In z Mirjam sva potem začela hoditi, približno 1,5 leta. Ona je bila absolventka psihologije, jaz absolvent gozdarstva. In sva res tudi že razmišljala o tem, da bi to najino vezo nekoč nadgradila z sakramentom svetega zakona. In ko sva gledala naprej, ona ima 24. maja god, 26. rojstni dan. In sva rekla, se bova pa 25. poročila in leta 1996 je bila 25. maja sobota. Rekla, to je nekako okvirni datum, do katerega mi dva želiva to svojo pot pripraviti, tudi na sveti zakon. Ampak je Gospod imel drugačne načrte. V bistvu je Mirjam uporabil prvič zato, da sem ob njeni lepoti, ljubezni in čistosti opustil ene zelo nezdrave vzorce, predvsem pornografijo, s katero sem se boril od zgodnjih najstniških let. Ko sem zahrepenel, da bi tudi jaz jo ljubil na čist način, počasi ta potreba, te res napačne poti življenja svojih hrepenenj odpadla, izginila ob njej. In ko sem prvič, že preden sem spoznal Mirjam, pomislil na to, da bi postal duhovnik, sem rekel, Gospod, pa poglej, kakšen sem, ne morem takole zasvinjan tebi služiti. In Gospod mi je poslal Mirjam, da po njej sem tudi kapucine spoznal, prej sploh vedel nisem zanje. Ona je bila zelo povezana s kapucini, me je povabila na delavnice molitve in življenja, ker sem začel redno vsak dan ob Božji besedi moliti in sem spet odprl nov svet. Bog je postal res živ.
Potem me je povabila na romanje v Asizi. Se spomnim enega dogodka. Je želela, ne, da sva na romanju kot dva izmed romarjev, ne, kot fant in dekle. In sem jaz to sicer stežka sprejel, ne. In sva se pač obnašala do vseh enako, nisva se posebej družila. No, ampak en večer je bil, sedimo tako na enih stopnicah, ona zraven mene, ne, in se tako name nasloni, ne, in nasproti je bil en fant, Sebastian mu je ime, še zdaj vem, ne, ki mu je bila tudi všeč. In je kar usta odprl, ne. Torej je takrat edino znamenje v celem tednu, ne, da je med nama nekaj posebnega, bil ta bližina tisti večer. Tako da ja, lepo je Bog, no, res uporabil Mirjam za to, da je meni prinesel blagoslov v življenju. Ja. Ampak kako pa ste potem razločevali, ne? To najbrž ni bila hipna odločitev, ampak vendar, da pa vendarle se odpoveste zakonskemu in družinskemu življenju in ne, vstopite v duhovniške, redovniške vode. Ja, malo sem že omenil, ne, da mi duhovništvo, redovništvo že prej ni bilo tuje, ali v tem smislu, da bi ga absolutno zavračal. Čeprav moja, posebej v času, ko sva bila z Mirjam kot fant in dekle, moja absolutna prioriteta je biti mož in oče, ne, sva želela oba imeti tudi veliko družino, sva se o tem kar pogovarjala. Ampak veste, sej večina ali pa vsi, ki gremo v redovni in duhovniški poklic, imamo v sebi tudi to željo, ne. A ne? Ne vem, če je kdo, ki bi rekel, sej nisem nikoli pomislil, da bi bil poročen ali pa mi je to tuje. Ne. A ne? To je naš naravni poklic vsakega človeka, ne. Ampak Gospod potem nekatere pokliče tudi na drugačno pot, ne, na pot posvečenosti, ker oboje je duhovni poklic in biti oče, mama, mož, žena, ravno tako Sveti Duh kliče na to pot, ne. Torej, ali pa biti duhovnik, redovnik, ne. Oboje je duhovni poklic, čeprav mi ta izraz uporabljamo ponavadi v ožjem pomenu, ne. No, jaz, ko smo bili v Asiziju, sem bil še prepričan, ne, da se bova z Mirjam poročila in da bom mož in oče. Mi je pa Frančišek res osvojil srce, ne, predvsem svojim odnosom do ubogih. Sem nekako potem razmišljal, tudi brat Marko Senica mi je potem podaril spise svetega Frančiška, ki so imeli zelo pomembno vlogo ob tem, ko sem prepoznaval, ne, svoj poklic. In kmalu zatem to izkušnjo Asizija, poleti 94, sem v jeseni 94 šel k očetu. Ati Sava se je pač po razpadu Jugoslavije kot Srb čutil tu malo ogroženega in se je ločil od mame. Je zapustil našo družino, šel nazaj v Srbijo živeti in smo mu mi pač vsake 2 meseca nosili njegove pokojnine, ker ni bilo denarnih transakcij takrat med Slovenijo in Srbijo. In oktobra 94 sem šel pač k njemu, mu nesel 2 pokojnini in ga našel bolnega. Na začetku je še lahko hodil, potem je bilo zmeraj slabše. Na koncu je obležal, nem, hrom na pol, imel je namreč tumor v glavi. In sem 2 meseca iz 4 dni, ki naj bi ostal pri njem, se je to raztegnilo na 2 meseca. In to sta bila v bistvu najtežja, hkrati pa najbolj blagoslovljena meseca v mojem življenju. Prvi noviciat, bi rekel, ne. Vse, kar sem imel rad, razen očeta, je bilo v Sloveniji, ne. Mirjam, mami, Grega, Renata, prijatelji, študij gozdarstva, skavti, šport, hribi. Vse je bilo v Sloveniji, ne. In 25 let sem bil star, samo oče je bil tam, ne. Ampak jaz sem vedel, da če bom očeta tam pustil samega, da ne bom mogel s tem živeti, ne. Da je moje mesto tam, ne. In sem kljub temu, da bi bilo težko, posebej, ko je on obležal, nem in nepokreten, cele dneve sedeti ob njem. Veliko sem molil, bral, skrbel zanj. Takrat so bile razmere v bolnicah v Srbiji težke. Videl sem, da v Starem Slankamenu, v Sremu, ob Donavi, niso imeli niti
teh plenic za enkratno uporabo sanitetnega materiala. No in tam, ko sem dejansko svoje življenje dal res iz ljubezni do očeta popolnoma, tam je Gospod potrkal in poklical. Vem, da sem jokal, ko sem zelo jasno spoznal, da je moja pot biti kapucin in duhovnik. In sem vedel, kaj se moram zapustiti, predvsem zaradi Mirjam mi je bilo težko. In takrat sem delil sobico z enim srbskim ranjencem iz Bosne, Momir mu je bilo ime, in pride on noter. Rekel, šta, plačeš, ne? Sem rekel, ne, samo prehlajen sem, ne. Nisem upal po pravici povedati, ne. Tako da, ja, in takrat sem se odločil, sprejel, in ko sem se vrnil 17. decembra, smo prepeljali potem očeta s privat rešilcem čez Madžarsko v Slovenijo, če bi mu lahko tu še pomagali, pa žal ni bilo možno operirati tega tumorja, in je potem 8. januarja 1995 umrl. Ampak takoj, ko sem prišel, ko je sestra prevzela skrb za očeta, sem šel k Mirjam in ji povedal, da grem. Ker sem vedel, če nazaj stopim v odnos z njo, ne bom zmogel se od nje odtrgati, ne. Sem imel pač tako rad in sem moral to takoj povedati, komunicirati, sva oba jokala. Ne, je bilo verjetno še težje kot meni, jaz sem vedel, kam grem, ona je ostala. Ja, ampak niti z besedico me ni poskušala odvrniti, ne, tako z enim velikim spoštovanjem in vero kljub bolečini me je pustila, da grem. Ja, kar je ena taka res etapa preizkušena, ne. Se pravi, ste pri služenju in skrbi za očeta res doživeli ta Frančiškov dotik, ne, lahko rečemo. Posvečeni ste bili potem, mislim, da leta 2001. Ja. Tako? Torej vmes ste potem bili na tej poti formiranja, študija in tako naprej. Ampak pravite, ne, tudi potem, po posvečenju, seveda ste šli čez različne preizkušnje, vzpone in padce. Ni skrivnost, o tem tudi govorite, ne, da ste bili 2-krat v skupnosti Čenakolo zaradi različnih oblik odvisnosti. Kako, brat Jaro, vas je to zaznamovalo, ne? Najbrž, ko ste bili posvečeni, na nek način morda bi lahko si mislil nekdo, ki laično posluša, da ste bili potem cepljeni oziroma obvarovani vseh preizkušenj in stisk in tako naprej, pa ni čisto tako, ne? Ne, noben od duhovnikov ni. Vsak ima borbo na kakšnem področju. Smo vedno, kljub posvečenosti ostajamo ljudje. Mnogi, ki vstopamo, smo vstopali ali pa vstopajo do danes, so znamovani tudi z ranami iz mladosti, posebej zdaj, ko so poklici mnogokrat v zrelejših letih, ne, od 25., 30. ne, naprej, ne, in ima vsak za sabo že eno zgodbo in mnogi smo ranjeni, ne. Jaz, kot sem omenil, ne, s pornografijo, s tem uživaškim stilom življenja, iskati to, kar mi paše, ne. Moram reči, da po tem obdobju življenja ob Mirjam sem doživel veliko svobodo, ne, in veselje, ne, in živeti z Bogom, in da me je ta odnos z njim zelo izpolnjeval, ne. Potem pa vsaka to prvotno navdušenje, ne, more preiti v eno zvestobo, ne, kar velikokrat pomeni tudi, ne, v času obdobja suše, ne, rutine, ne, skozi katere zgolj zaradi zvestobe vztrajaš, brez nekih bombončkov, čustvenih doživetij in tako, ne. In takrat moram priznati, ne, da sem se majčkeno oddaljil od odnosa z Gospodom in so spet moje rane prišle na plan, ne, tako da po posvečenju takrat sem bil v Mariboru kot kaplan v župniji svetega Jožefa. Takrat, sem začel spet svoje stiske, ki so nastopale z različnih razlogov, ali pastoralne neuspešnosti, razočaranj, napetosti v odnosu z brati, karkoli pač že bilo, reševati, ne, spet zatekanju v pornografijo v poznih večernih urah. In ta rana se je pač spet odprla. Navzven je bilo vse lepo, ne, pridige, primaše, lepe, ne, enkrat se spomnim ene velike noči,
ko sem bil res zaznamovan s pornografijo, sem moral o veselju, vstajenja pridigati in to je bilo zame tak mater, ne, tako trpljenje. Ampak sem se pač dal na razpolago in sem pač kratko pridigal, jaz drugače dolgo pridigam, ne, kot vidite, veliko govorim. Ampak takrat sem pač spregovoril, kar sem mogel. In se me en gospod, ne, ki je poslušal pridigo, pa ga zelo cenim, edinkrat v teh mojih letih kaplanovanja prišel zahvaliti za lepo pridigo. Ne. Se rekel, gospod, če si pa danes lahko komu kaj povedal, si pa res velik. Ne. Torej, moj boj je bil ta, zato mene je v vseh 30 letih redovnega in 25 letih duhovništva reševalo to, da sem upal prositi za pomoč, ko sem jo potreboval, da sem govoril o svojih težavah, o svojih stiskah, da jih nisem skrival, nisem poskušal reševati sam. In tudi leta 2003, ko sem videl, ko se je začela tudi ena simpatija z eno žensko, ne, in sem videl, da me odnaša, ne. Da jaz kot kapucini duhovnik ne bom preživel, če nekaj ne naredim. Sem zelo jasno povedal bratom v vodstvu province in se spomnim brat Bernard, ki je bil takrat, se mi je zahvalil. Rekel, hvala, da si nam tako jasno povedal, da smo se lahko na osnovi tega odločili in so mi dovolili, sem se 3 mesece umaknil v skupnost Očenakolo, ker se veliko moli, veliko dela, posti, trdo življenje, to sem jaz rabil, ne. Iz nekega mehkužnega posedenja zvečer pred računalnikom, iz nekega iskanja užitkov, ne, v en boj, ne. In me je ta boj v teh 3 mesecih usposobil, da sem tja do približno 2010, ne, ustrajal naprej, potem se je pa ponovilo podobna situacija in sem še enkrat prosil, sem šel še za pol leta 2011 v Čenakolo. In takrat je bilo še trše, ker prvič so mi dovolili, da sem vsak dan maševal, drugič so rekli, ne, ti boš tak eden od ostalih, ti imaš težave, rabiš enako, čeprav običajno so 3 leta minimum, ne, za to ponovno rojstvo v skupnosti. Zame so določili pol leta, so mi odobrili pol leta. Če lahko en dogodek delim, da malo začutite, kako tam izgleda. Enkrat smo bili 4 določeni, da cel dan nalagamo gnoj na voz, kjer so ga na njive vozili. To sem bil že z mladosti navajen, včasih sem pri sorodnikih pomagal, ampak tam je bilo polno podgan, ne, v tistem gnoju, ne. In tam smo enega majhnega terierja, ki mu je bilo ime Brko, ne. In ta Brko je tiste podgane lovil in vrtove lomil in to je bilo cel dan sviljenja, ne. To je mene tako utrudilo, ne, da sem prosil odgovornega, Mateo iz Zadra, je bil odgovoren 25-letni fant, ne, če me prestavi na drugo delo naslednji dan. Ampak od tistih 4 sem bil samo jaz ponovno, ne, na istem delovnem mestu, ampak to je logika Čenakola, ne. V težkih situacijah izzive postavijo zato, da se utrdiš, ko prideš ven, da ko pridejo težke situacije, da ne pobegneš v drogo ali pa pornografijo, karkoli že. In po tistem drugem dnevu sem pa rekel, da imam pa tega dosti, jaz bom pobegnil zvečer iz skupnosti, tam v Varaždinu, kjer sem bil, so tudi brati kapucini, jaz grem k njim, pokličem Slovenijo, pridite me iskat, jaz se tega ne grem več, ne. Pa sem pa šel pod tuš, ne, pa sem se umiril, naslednji dan pa naprej. Tako da sem svoje pol leta oddelal. Brat Jaro, res je, da je današnja mladina soočena, ravno tako kot vse generacije pred nami, z različnimi oblikami zasvojenostmi, vi ste zdaj omenili nekaj od njih. Česa ste se vi iz teh zasvojenosti, konec koncev tudi iz bivanja v skupnosti Čenakolo, naučili oziroma kaj bi lahko potegnili in svetovali današnji mladini, ki se tudi znajde v vrtincu različnih oblik odvisnosti, na kaj naj bodo pozorni, morda tudi starši, ne, ki so ob njih? Moje temeljno spoznanje, pa ne samo zato, ker sem redovnik in duhovnik, je, da izven odnosa z Bogom, ne, osebnega odnosa z njim, je vsak absolutno ogrožen, ne. Bog je naša utrdba, in če smo v njem, hudič nima kaj praskati. Če stopimo izven njega na odprto bojno polje,
ni šans, da bi se mi uspeli vsem skušnjavam, ki jih ta svet prinaša, upreti, ne. Torej, največja naložba vsakega mladega, vsakega človeka je živeti odnos z Bogom, ne. Ker on poteši to naše temeljno hrepenenje po ljubljenosti, drugače pa norimo po svetu in iščemo, kdo nas bo imel rad. Mlada dekleta se razgaljajo, zato da se fantje okrog njih vrtijo, ne. Fantje svoje hrepenenje po ljubezni v pornografiji napačno rešujejo, ne. V ozadju res eno hrepenenje po ljubezni in noben človek, nobena stvar tega ne more potešiti, ne. In vsak, ki je brez tega temeljnega odnosa, je v nevarnosti. Ker se pravi, 1. Petrovo pismo, da hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bo požrl, ne. Mladi, zakonci in duhovniki. To smo prvi na njegovem spisku, ne. Ker ve, da če enega mladega fanta v pornografijo zapelje, enkrat mi je rekel en moški, 10 let že ne gledam več pornografije in ko imava z ženo spolne odnose, mi še zmeraj butajo ven te podobe, ne. In me je groza, ker imam ženo rad in ji tega ne morem povedati, ker bi jo tako zelo prizadel, ne. Take rane povzročijo te stvari, ne. In zato je res ta tudi kot duhovnik in redovnik, ne. Ja, res vabim tudi mlade, ne. Ne puste se odtrgati stran od Gospoda, ne. Tam je edino varno, če hočeš skozi ta svet, veliko težje je enemu mlademu fantu, če ostane na področju spolnosti, jaz v srednji šoli. To je zanimivo, ne. Moj sošolc Mitja na Jesenicah je ob sredah kupil anteno, ne. Noter je imel Brane Kastelic, podlistek Vse o seksu, ker sta bile 2 slike nagih žensk, ne. To je bilo vse, kar sem jaz v celem tednu videl ženske nagote, ne. V takem okolju sem jaz odraščal, ne. Kljub temu sem padel. Danes pa lahko en fant v eni uri vidi več pornografskih vsebin, kot sem jih jaz v 2 letih, ne. Pod takim pritiskom danes odraščajo mladi. In če jaz nimam srca pomirjenega, če se ne živim iz ljubljenosti, brezpogojne ljubljenosti, potem se te stvari zelo hitro zasidrajo, ne, v mojem srcu in uničujejo moje življenje, ne. Vi ste znani, ne, da se veliko vozite po Sloveniji z vlaki, z avtobusi in pri tem srečujete različne ljudi, seveda tudi mlade, in menda tudi kar sami pristopijo do vas ali pa jih vi na nek način nagovorite, ne. Imate najbrž ogromno takšnih in drugačnih zgodb. Kako reagirajo na vas, ko vas vidijo recimo v habitu na avtobusni postaji? Zelo različno, večinoma, ne, zelo pozitivno. Ravno danes sem sestram pri maši rekel, ne, da so bile vedno, ko sem bil študent gozdarstva, redovnice v Ljubljani zame kot žive kapelice, ne. Da so me spomnile na Boga. Pred zidanimi kapelicami se danes nihče več ne ustavlja, posebej ne v mestu. Če pa nekdo vidi enega živega človeka, veselega človeka, ki je svoje življenje daroval Bogu, nam pa brez besed spregovori, ne. Bog je tukaj, Bog je z vami, Bog je živ, vredno mu je darovati življenje. In podobno doživljam tudi jaz, ne. Res mladi včasih, enkrat se je tam pred namo en fant srednješolec za mano zadrl, ninja, ne. Jaz sem se obrnil in sem rekel, ja, ampak Jezusova ninja, ne. Pa je bil polno zadregi, ne, jaz, ne. Tako da se skušam res tako, ne. Vem, da mlad človek mora biti provokativen, ne. In to, da se on s provokacijo odzove na srečanje z mano, pomeni, da sem bil jaz že provokacija zanj, ne. Da me je opazil, ne. In zdaj, če se jaz normalno z enim veseljem odzovem na ja, pridi k meni, ko je bila Da Vinčijeva šifra, ne. En musliman na celjski železniški, mlad fant, srednješolec, prišel do mene, a vas lahko vprašam, je povedal, jaz sem musliman, ampak me zanima, kaj je zdaj s to Da Vinčijevo šifro, in so se pogovarjala o tem, da Dan Brown dejansko sprevrača zgodovinska dejstva, ne, in da to ni to, ne. Ali pa ena študentka, ko sem se vračal z vlakom iz Krškega v Celje, Gospod, mi lahko poveste, kako si vi predstavljate Boga, ne. Torej, s tem, ko sem, ne, res se trudim čim več hoditi v habitu, povem, kdo sem, ne, in dajem možnost, nikomor se ne vseljujem. Če se pa v komu prebudi vzgib, ne, da bi me rad kaj vprašal, ne, ali pa me malo sprovociral,
se pa skušam na to odzvati. Ne. Se spomnim ene anekdote, ki ste mi jo dejali že pred časom, tudi da ste poskušali, mislim, da 3 mladostnike odvrniti, da bi zaužili kokain Drogo, ali ja, nekaj droge, heroin je bil. Ja. Heroin, aha. Ja, to je bilo v Celju, ko sem bil kaplan, mislim, da v 2005, kaj takega. Spovedal sem ga duhovnika in sva prišla pred vrata in je tam bil parkiran en Suzuki Swift in je... Dober spomin. Ja, rumen Suzuki Swift je bil. Pač, ker je bil tako močen dogodek in ta duhovnik je rekel, je to vaš avto? Sem rekel, ne, ni naš, je pa na našem parkiranem prostoru. In ko je on odšel, sem šel jaz pogledat, ne, zakaj ta avto tam stoji. In notri so bili 3 mladi, tako dobrih 20 let, po moje stari, in za volanom ena punca, potem njen brat na sedežu in zadaj še en fant. In so ravno na žlici kuhali, pripravljali heroin, da se bodo zadrogirali. In sem rekel, jaz tega tu ne morete delati. Ne. In so rekli, pustite nas 5 minut, da končamo, pa bomo šli. Ne. In takrat je meni Sveti Duh, zanesljivo je bil on, ker ideja je tako nenavadna, ne, da se noben človek ne bi mogel sam spomniti. Mi je vdihnil misel in jaz to vleknem ven, jaz vam to drogo odkupim. Ne. In me čudno pogleda in pa me reče eden, pa se bomo imeli pa čez pol ure drogo. Ne. Rekel, ja, ampak če imate heroin že v rokah in ste se za pol ure pripravljeni mu odpovedati, ste že naredili prvi korak iz tega pekla zasvojenosti. In sem dal takrat 70 nemških mark, sigurno sem preplačal vse skupaj, vrgel heroin stran in jim dal svojo telefonsko številko, sem rekel, če kdo hoče iz pekla zasvojenosti ven, mu lahko pomagam. Takrat sem že imel za sabo prvo izkušnjo Čenakola. In čez 14 dni, ko sem bil ravno na obisku v krajih, kjer je bil moj oče kot mlad, to se pravi v Srbiji, v Vojvodini, zazvoni telefon in fant, ki je sedel na zadnjem sedežu, pravi, jaz sem Darko, 10 let sem že heroinski odvisnik, a mi res lahko pomagate, jaz nočem več tako živeti. Ne. In sem mu pomagal, da je šel v Čenakolo, tam je 3 leta in pol. Zdaj živi polno življenje, ne, poročen, zaposlen, srečen, ne, drugače bi bil pa verjetno že mrtev. To so najlepše izkušnje mojega življenja, ne, da sem bil orodje Božje ljubezni, ne, za rešitev nekoga. To ni moje. Ne. Jaz sem samo imel dovolj poguma, da sem en vzgib ljubezni, ki ga je Gospod prebudil v moje notranjosti, sem mu sledil in ga izrekel. Ne. In potem je ostalo Bog naredil. Ne. Rešil enega mladega fanta. Ne. To si želim, ne. To si želim živeti. Ne. Biti poslušen Svetemu Duhu, da lahko postajam orodje Božje ljubezni v svetu. Ja, pravite orodje Božje ljubezni, ne uporabljate pa še eno orodje, kjer v zadnjem obdobju ste zelo aktivni, zelo veliko pišete, in sicer družbeno omrežje Facebook. Tam zapisujete svoje misli, svoje poglede na določene družbeno-verske zadeve in širše. Povejte mi, se vam zdi to, lahko vas kdo izzove, ne, pa reče, zakaj uporabljate družbeno omrežje, ampak je to za vas tudi en način, eno orodje, preko katerega evangelizirate? Zanesljivo, ne, zato sem tam. Se pravijo, ne, da je spletno ena, kjera 7. celina, koliko je celin? 7. celina, ali kjera? Ja, tako, ja. No, v glavnem, in zame je to Areopag, moderni, ne. Pavel je vstopil v Atenah na tisti kamen, ne, ker je bila izmenjava idej, lahko mu vsak ogovarjal, kakorkoli že, tudi na Facebooku se to dogaja. Na začetku sem bil malo presenečen, ker mi niso vsi ploskali, ne. Ampak je bilo nekaj tudi nasprotovanja, zdaj sem se na to navadil. Ja, moja navzočnost tam je temeljna zato, da je Gospod navzoč tam, tudi prek mojih zapisov, komentarjev, ne. In tudi sam veliko dobim, ne, veliko dobim. Jaz izključno teme oziroma vsebine s krščansko vsebino pogledam, komentiram ali pa se na krščanski način odzivam. Tako da dosežem pa, ne vem, jaz imam 2600 Facebook prijateljev, ne, torej veliko več kot pa v nedeljo v cerkvi, ne. In mnogo takih, ki v cerkev ne grejo. Tam pa preberejo, tudi če ne všečkajo, ne. Tudi če vsega ne preberejo, ker so moji zapisi večkrat daljši. Nekaj pa, ne, vsake toliko časa
res, da sem precej navzoč, ne, skoraj vsak dan kaj objavim ali pa komentiram. Velikokrat tudi delim vsebine drugih, ne. Ja. Ja, vidim, da ste zelo odprti in iskreni tudi na omrežju Facebook, ne. Eden od nedavnih zapisov se je tudi mene dotaknil, ko ste rekli, da ste se peljali v Maribor na psihoterapijo in k obisku svoje psihiatrine in je potem bil spodaj en komentar: "Ja, brat Jaro, kam pa hodiš v Maribor?" Ne, in ste odkrito povedali, da se že 20 let borite z bipolarno motnjo. Me nagovarja tudi kot bralca, da o tem tako odprto govorite in da vas ni sram v narekovajih priznati tudi svoje hibe in svoje izzive. Ja, ja. Se mi zdi, ne, da biti ranljiv, ne, biti krhek, ne, omogoča Gospodu, ne, da me uporabi tudi za ljudi, ki so tudi sami ranjeni, krhki, a ne, in dokler jaz kot duhovnik in redovnik nastopam s pozicije ene moči, ene oddaljenosti, ene navidezne popolnosti, ne, je rekel že profesor Košir na faksu, habit pokrije množico grehov, ne. Torej ja, ne, če bi se jaz za obleko skrival, ne, mnogi ne bi začutili, ne, prej kot brata, kot človeka, ne, ki pa je Kristusa izbral in hodi za njim in v njem odkriva moč za življenje, ne. Sveti Pavel je zelo dobro rekel: "Kadar sem slaboten, takrat sem močan, ker se v meni razodeva Kristusova moč." In se mi zdi, da tudi biti iskren, ne, saj to ni nobena sramota, če sem bolan, a ne. Še z grehi, pravi Pavel, da se bo, da se je dobro smiselno hvaliti, ne, da to, da bi Kristus pokazal svojo moč, ne. Tako da vidim, ne, da s tem, kadar zmorem sam biti krhek, tudi v odnosu, najprej v naši skupnosti, bratstvo z brati, da ne povozim drugega, ne. Moje skavtsko ime je sočutni bizon, ne. In kadar pozabim na sočutje, sem hiter bizon in koga povozim, ne. Ampak kadar sem pa krhek, ne, se zavedam lastne krhkosti, potem tudi drugi, ne, lahko odpre svoje srce in velikokrat se je tako zgodilo, ne, da ja. Omenili ste, ne, da sploh na začetku, ko ste začeli objavljati, ne, človek nezavedno ne bom dejal nezavedno, kar zavedno pričakuje same všečke, da mu bomo ploskali in tako naprej. Ampak potem pa pridejo tudi kakšni komentarji, morda tudi žaljivi komentarji, kritike in v tem vidite tudi učenje v ponižnosti, v Frančiškovem duhu recimo? Ja, zanesljivo, ne. Frančišek je zelo dobro rekel, ne. Toliko, kot si ponižen takrat, ko gre vse narobe, toliko si ponižen, ne. Ne toliko, ko ti gre vse dobro, ne. In vedno bolj odkrivam, ne, da če jaz pričakujem, da mi bodo ploskali, ker v javnosti izgovarjam Jezusovo ime, da živim v pravljici, ne. Da je Jezus napovedal, ne, da če so nasprotovali njemu in mu ga preganjali, naj tudi mi pričakujemo, ne. Jezusovo ime vedno povzroči, ne, eno reakcijo, ne. Mnoge od njih so tudi negativne, ne. Ampak to ne pomeni, da se v človeku, ki na prvi pogled zelo agresivno se odzove na moj zapis, ne, ki je povezan z Jezusom, da se ni sprožil en proces, ne. Da se ni morda ena špranja odprla, skozi katero bo Gospod lahko čez leta vstopil v njegovo srce, ne. In če moram biti jaz tudi zato, ne, da koga vznemirjam, se mi zdi, da najslabše za kristjana je, da je mlačen, da nikogar ne vznemirja, ne. In da živimo svoje krščanstvo tako, da nikogar ne bomo vznemirjali, ne. To ni krščanstvo, ne. Če si ta diakon iz Poljan, ne diakon, ta bivši vojak, ki ne vem, ne spomnim se. Luka Luka, no. Debeljak. Luka je rekel, ne, da kadarkoli je videl, da je Jezus omenjen, je bilo nekaj se je dogajalo, eno vznemirjenje, ne, eno nasprotovanje, karkoli, in da ga je to začelo privlačevati, ne, privlačiti zato, da nekaj je tam, nekaj tam mora biti, ne. In je začel iskati, ne, in če kristjan ne vznemirja tega sveta, ne, ki je tako rad s kristjani in tako potopljen
a ne, v eno površnost, površinsko, potem ni na pravi poti. Ne. Če mi ne nasprotujejo, če gre vse gladko, vprašanje, ne, če sem zvest Gospodu. Ne. Brat Jaro, najbrž ste se v toku vašega življenja zaradi vseh stvari, ki jih pripovedujete in govorite o njih odkrito, soočili tudi s sodbami, ne? Morda tudi iz vrst bratov, s katerimi ste živeli in živite. Kako pa se s tem soočate, oziroma kako naslovite potem te morebitne medsebojne napetosti tako v živo? Saj vemo, ko nekdo nekaj zapiše, to je drugačna oddaljenost. Ko pa si s človekom tako iz oči v oči, gre pa za povsem drugo dimenzijo. Ja. Moram reči, da takrat, ko me bratje niso slišali, ne, ali me ne slišijo, ali pa interpretirajo moje dejanje, moje besede drugače, kot sem jih jaz, mislim, da takrat me najbolj boli. Ne. To je najtežje sprejmem. Ne. Tako, sem nekaj let pisal tudi blog, ne. Imam tudi facebook.si, imam svojo stran, ki pa je že dolgo časa bolj tako na primeru pustim. Mislim, da leta 2019 sem nehal pisati na blog. Prav zaradi tega, ne, ker so nekateri bratje, ne, ob posredovanju drugih ljudi, ki so moje zapise doživeli negativno, ne, interpretirali moje zapise tako, da me je bolelo, in sem rekel, nisem zdržal, ne. Nisem zdržal, tako da sem potem nehal pisati. Drugače sem pa jaz malo tudi kolerik, včasih izbruhnem prehitro. Na besedah sem zelo močan, včasih koga od bratov povozim s svojimi idejami, ne, in mi zelo pomaga, da imam na pisalni mizi v sobi napisano misel, ki jo je rekel Miha Ruparčič, ne. Odnos je vedno pomembnejši od problema. Ne. Torej, brat, ki je pred mano, je vedno pomembnejši od tega, kaj je med nama, ne. S čim se on ne strinja, jaz ne strinjam, in to mi pomaga potem, ne, da se spomniti, okej, ne, z bratom imamo napetost, ampak to je na površju. V bistvu sva brata, ne. In iskati brata, ta Jožefova beseda brate iščem, jo imam tudi na mizici. To je moja vsakdanja naloga, ne, iskati drugega človeka za to fasado površja, ne. Kdo on v resnici je. In včasih je lažje brezdomca ali pa narkomana videti kot biser, ki je padel v blato, ne, in da skozi to blato rentgensko vidiš tisti biser, kot pa brata, ne, ki pričakuješ, da te bo razumel, sprejel, te imel rad, pa te ne zmore. Tisto je pač malo dalj časa treba, da predelam, ne, da lahko spet rečem, sva brata. To je ena temeljna resničnost, na površju so pa valovi taki ali pa drugačni. Pa se je težko oziroma se znate opravičiti? Mislim, da jaz sploh rešujem tudi svoje napetosti ali pa z izgovarjanjem stvari, ne. Sem pred kratkim rekel, da za največji uspeh po 30 letih redovnega življenja štejem to, da še vedno govorim. Da kljub temu, da sem bil velikokrat razočaran, velikokrat napačno interpretiran, da je velikokrat kdo zamahnil z roko, Jaro, on itak skozi govori, da še nisem nehal govoriti. Ne. O svojih stiskah, o svojih hrepenenjih, o svojih vizijah. Vse v skupnosti se potem zmeraj preveri. Bog že ve, zakaj jaz nisem predstojnik, nikdar bil in verjetno tudi nikdar ne bom, ne. Zato imam drugačno vlogo, ker če bi bil predstojnik, bi res bizon ratal in bi verjetno svoje močne ideje, ki jih imam, uveljavljal tudi na račun bratov. Tako pa te možnosti nimam. Me zmeraj predstojnik lahko ustavi. Okej, slišal sem te, ne, ampak ne bom naredil tako, kot ti misliš. Večkrat pa seveda tudi naredi tako, kot jaz. Morda, ker se počasi približujeva zaključku najinega pogovora, vse, kar ste v življenju preizkusili, doživeli, dosegli konec koncev, zakaj je za vas še vedno življenje lepo in ga je vredno živeti, sploh pa v dotiku in v odnosu z Bogom?
Pred nekaj leti mi je tako v misli prišla ena enačba. Življenje je hrepenenje plus trpljenje. Ne. Vsak to izkuša. Ne. In se mi zdi, da najlepše je življenje takrat, kadar uspemo ohraniti hrepenenje, ki je v nas. Ne. Da ga ne prodamo zaradi tega, ker boli. Ker nobeno hrepenenje dokončno ne bo uresničeno tukaj na zemlji. Ne. Tudi hrepenenje po Bogu. Ne. Je zmeraj zavesa, ne, v odnosu z Bogom. Zelo redki so trenutki, ne, ko res od blizu začutiš, ne, to Božjo ljubezen in bližino. Ampak gojiti to hrepenenje, ga varovati, ta plamen, ne, v nas, ne, omogoča, ne, da je vse, ne glede na to, kaj se zgodi, ne, tudi vse trpljenje in preizkušnje, da ima res en okus ljubezni, ne, en okus ljubezni. Vem zakaj, ne. Tudi če moram skozi to in to iti, ne. Zelo me tudi beseda Psalma 23 nagovarja. Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal, ker si ti z menoj, ne. Ti si z menoj. Živeti iz zavedanja, da je Bog tukaj, da vse, kar se zgodi, je objeto z njegovo ljubeznijo. To usmišlja mojo pot, ne, in mi daje tudi veselje. Sem vesel človek, ne, tudi zahteven, to predvsem moji bratje vejo. Ja, ampak ravno zadnjo mi je rekla ena gospa prijateljica, ki je poslušala mojo pridigo v Škofji Loki. Ja, Jaro, si zahteven, ampak je dobro, da si. Še morda zadnje vprašanje. Naslednje leto bo minilo 800 let, odkar je umrl in zemeljsko življenje zapustil, ne, sveti Frančišek Asiški, ki so ga nekako se skozi pogovor vključevala, ne, v najin pogovor. Če bi ga vi lahko osebno vprašali za kakšen nasvet, kaj bi ga vprašali ali pa katero njegovo lastnost bi najraje posnemali? Prva mi pride lastnost, ki jo res nimam, torej ponižnost. Hrepenim pa z vsem srcem po njej. Ampak vem, da do ponižnosti prideš samo skozi ponižanja, skozi preizkušnje. Se ne morem, tudi on se ni kar odločil, da bo ponižen, ne, ampak ga je življenje pripeljalo do tega. Moje vprašanje zanj bi bilo pa, kako si ti je uspelo, ne, kljub tem, da so te ljudje tako iskali in tako potrebovali, vedno znova odtrgati, ne, iz pastoralnega dela in se umikati v samoto z Gospodom. Kar skrivnost, ne, oziroma Ja, vprašanje za $1.000.000. ja. Brat Jaro Kneževič, morda narediva piko tukaj, da lahko še vsak razmišlja o tem, kar ste zdaj na koncu povedali. Verjamem, da je ostalo še veliko neodgovorjenega, verjamem pa tudi, da bo še priložnost kdaj govoriti o tem, se z vami srečati v živo tako ali drugače. Se vam najlepše zahvaljujem za vaš čas, za vaše iskrene, pronicljive misli, da ste se bili pripravljeni razgaliti seveda in deliti svojo zgodovino z nami. Želimo obilo blagoslova vam in vašim bratom v vaši skupnosti ter seveda vse dobro pri vašem nadaljnjem delu. Hvala lepa, Marko. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ker ste prisluhnili najinemu pogovoru. Vse dobro tudi vam in spremljajte še naprej naše spletne platforme in družinin YouTube kanal. Hvala lepa in srečno.